položitvijo prvih metrov duktilnih cevi na Seniku na meji med občino Ormož in Sveti Tomaž na vodovodnem odseku Hajndl-Kostanj je komunalno podjetje Ormož 2. junija letos začelo z gradnjo in obnovo vodovoda na Ormoškem. Projekt oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2014-2020 je največji in eden najpomembnejših projektov na ormoškem območju. Kot lahko povemo, v tem času oziroma v tem trenutku, normalno je ta gradnja našega vodovoda zelo pomembna za naše ormoško območje. Konec koncev sledimo fazno k razvoju, k nadgradnji samega vodovodnega sistema naprej. Sicer še nas čakajo nekatera dela, ampak moramo povedati, da za tem projektom bomo zaključili zelo pomemben del, ki še ga bomo seveda naprej nadgrajevali. Zdaj dela potekajo po načrtih, cirka 20% del je izvedenih, tako da verjamemo, da bomo vse časovnice ujeli, pogodbe so tudi podpisane, tako da se zahtevki tudi na stran države izdajo, tako da vse tudi finančno teče kot mora. Gradbena dela so vrednotena tam na cirka 7,7 milijona evrov, tako da gre za velik projekt, ne samo za veliko pridobitev na področju oskrbe pitne vode, ampak tudi velik investicijski vložek v vse tri občine, se pravi občino Ormož, Središče in pa Sveti Tomaž, kar tudi nekako pomeni na eni strani tudi priložnost vseh tistih, ki se s tem ukvarjajo, po dodatnih delovnih mestih in po dodatnih, se pravi po dodatnem delu, ki ga vprit delajo za svoja podjetja. Seveda dela koordinacija itak usklajujemo vsaki teden, tako da še predvidevamo nekatere nadgradnje tudi na področju kanalizacijskega sistema, ampak potem o tem mogoče kdaj drugič. Verjamemo in upamo, da bo izvajalec vsa ta dela izvedel. Kljub, bi rekel, težnji tudi trga, moramo se zavedati, da smo v času, ko je zelo težko z izvajalci, podizvajalci, bi rekel, in pa tudi, kar se tiče nabave vseh materialov, cene so se v zadnjem obdobju zelo povišale, tudi dobava določenih materialov je dolgotrajnejša, tako da se tudi z to problematiko nekako soočamo, pa bi rekel, da se uspešno z njo soočamo in pa da kljub vsem tem tegovam, če se lahko tako izrazim, tudi ta projekt peljemo naprej. Veseli me, da dejansko vse tri občine na področju vodooskrbe dejansko vzorno sodelujemo že vsa leta in skupaj pripravljamo vse projekte, ki jih tudi kasneje uspešno prijavljamo za pridobitev sredstev, EU sredstev. To nam zelo pomaga, kot je že sam župan rekel, smo pridobili kar velik del sredstev, 4,7 milijona evrov za ta projekt. Brez tega denarja dejansko bi bila izvedba tega projekta tako rekoč onemogočena, saj se občinski proračuni takih velikih sredstev dejansko ne morejo privoščiti. V tem projektu samem bo obnovljeni preko približno 26 kilometrov glavnih cevovodov, gre za zelo pomembne linije, se pravi od samega vodohrana Hajndl, ki je srce dejansko napajanja občine Ormož, Središče Drave in Sveti Tomaž proti Ormožu, potem pa tudi druge linije od Ormoža proti Humu, ki oskrbuje tako Središče Drave in pa od samega vodohrana Hajndl proti občini Sveti Tomaž, kje pa gre za tako rekoč glavno linijo napajanja občine Sveti Tomaž. Zdaj, sam DDV se občine lahko poračunajo, saj gre za povračilno DDV za povrnjenje strani države. Tako rekoč za nadzor skrbi podjetje ProPlus iz Maribora, za samo obveščanje javnosti KTV. Trenutno dela potekajo v skladu s terminskim planom, tako rekoč zaenkrat ni nekaj večjih zapletov, vse te manjše zaplete tedensko usklajujemo na samih koordinacijah, tako da menim, da bo investicija pravočasno izvedena, tudi v skladu s pogodbenimi roki in pa tudi finančno zaenkrat kaže, da bomo v okviru finančnih vrednosti, tako da ocenjujem, da bo projekt konec leta 2022 in potem predaja v 2023 uspešno izveden.
Kot je bilo rečeno že nekajkrat danes, tudi za našo občino je to investicija, ki je presežek vseh investicij, ki smo jih pravzaprav imeli v naši občini, pomenijo veliko kvaliteto na področju oskrbe naših prebivalcev z pitno vodo, namreč ravno to je bil največji problem v preteklosti, kjer zaradi slabih teh hidravličnih moči samega sistema marsikatera gospodinjstva niso dobila pitne vode v tistem obsegu in pa v tisti kvaliteti, kar se danes seveda od občin pričakuje. Sprašali ste glede upravljenega dela. V naši občini je del glavnega voda že položenega, se pravi nekaj te investicije je že upravljene, pripravljamo pa se pravzaprav na tisto najbolj pomembnejšo delo v tem sklopu, to je izgradnja novega vodohrama na Kostanju, ki bo pravzaprav pomenil rešitev tega problema, o katerem govorim, se pravi glede potrebnih pritiskov za tisto območje naše občine, kjer je to bil do sedaj največji problem. Sami vemo, občina Sveti Tomaž je dokaj gričevno območje, kjer je potrebno zagotavljati te pritiske in z naravnimi padci to pač ni bilo mogoče. Sedaj s tem novim sistemom, ki se gradi, bo kvaliteta vode na najvišji možni ravni in sem res hvaležen obema občinama, tako Ormožu kot Središču ob Dravi, da smo ta objekt naredili skupaj in da ga takšnega tudi peljemo svojemu cilju nasproti. Verjamem, da na tej poti težav ne bi smelo biti. Vsi skupaj se veselimo, da ga 23. leta slovesno prevzamemo in da damo v uporabo našim občanom, ki si vsekakor zaslužijo to kvalitetno storitev dobave pitne vode tudi na našem območju. Za vse tri občine je izredno pomemben projekt, tudi za občino Središče ob Dravi, kot je bilo navedeno. Sigurno je za občino Središče ob Dravi za dobavo zdrave pitne vode najbolj pomembna ta povezava Hajdl-Ormož, ki pa se potem navezuje proti Humu, kajti naša dva naselja, Šalovci in pa Godeninci, sta vezana na to linijo. Kot veste, smo mogoče še se spomnite, pred leti smo linijo Ormož in pa Središče ob Dravi preko regionalnih sredstev že obnovili in pa seveda pomembna povezava Vodrancje Vitan, kjer bomo v bistvu tako imenovani mrtvi vod v naselju Godeninci povezali z občino Ormož in bo torej možno dobava vode z obeh smeri. Tako da, če se čisto na kratko pogledamo nazaj, od prvih večjih projektov, to je za zagotavljanje zadostne količine pitne vode, to je umetno bogatenje, potem do vseh projektov ormoškega območja, to je že v bistvu zdaj že četrti sklop, do tega, da se seveda tisti ostanek, ker sedaj nismo mogli prijavljati celote, pa da k temu še nekaj projektiramo za tretjo finančno perspektivo, torej na področju vodooskrbe v vseh treh občinah res bilo vloženo velikega truda, veliko projektov izvedenih, nekaj nas še čaka in seveda, gledajte, voda je eden kot osnovnih življenjskih virov, pomembna ali pa najpomembnejša, torej smo nekako občine sledile tem potrebam, tej strategiji, ob tem, da smo pripravljali projekte, da smo se prijavljali nepovratna sredstva, seveda prispevali tudi lastna. Tako da jaz se vsem partnerjem zahvaljujem za to, moramo reči, razumevanje, da smo nekako te odločitve so bile kar vsa leta nazaj hitre, bom rekel enostavne, kajti videli smo, da potreba je in sem prepričan, da bomo tudi še naprej, da se ne ponavljamo, poskušali v tretji perspektivi pridobiti sredstva in pa izgraditi še tiste vode, ki so seveda še ostale. Tako da hvala vsem, ki se trudite in prepričan sem torej, da z nekim dobrim načrtovanjem, dobrim sodelovanjem lahko torej naredimo marsikateri pomemben projekt za vse tri občine in pa posamezno. Dela na terenu v tem trenutku potekajo po načrtih. V komunalnem podjetju Ormož se zavedajo, da jim je bilo zaupano veliko delo. Zelo budno pa nad projektom bdi tudi podjetje ProPlus. Veseli smo, da so nam vse tri občine zaupala izgradnjo tako pomembnega projekta, kot je vodovod. V bistvu smo izvajali že tudi prejšnje faze, dokaj uspešno smo jih zaključili,
tako da smo prepričani, da bodo tudi v tem primeru enako, vendar brez težav, tako kot vsi upamo, ne gre. Ne. V današnjem času je težava predvsem v nabavah materialov, v dobavnih rokih, pa tudi z pridobivanjem podizvajalcev. Potrebno je veliko nekaj energije in usklajevanja, da dela potekajo. Toda do sedaj smo v bistvu z naročili, z potekom del zadovoljne. Kot je že bilo marsikaj povedano pred mano, je izvedenega cirka 20% del. Predvidenih je cirka 25-900 metrov cevovodov za izgradnjo in pa tudi nekaj objektov. Predvidena je obnova vodohrama Vičance, Hajndel in pa Hum, ter novogradnja vodohrama Kostanj. Za obnovo pa je predvidena prečrpalnica v Vičancih, potem tudi prečrpalnica Hum in pa prečrpalnica v Pušencih. V bistvu so vsi osnovni podatki že bolj ali manj bili prepovedani, tako da bi jaz mogoče malo iz operativne smeri povedala. Dejansko na terenu se srečujemo s težavami, vendar so to težave, ki se tudi v običajnih projektih vedno pojavljajo. Glede na to, ker je veliko zemeljskih del, naletimo na številne inštalacije, katere niso zavedene in za katere potem potrebno reševati, iskati rešitve. Koordinacije se redno izvajajo, tako da težave rešujemo sproti in zdaj zaenkrat so dela nekje v predvidenem planu. Bistvo izgradnje vodovoda pa je predvsem v tem, da zmanjšamo število okvar, s katerimi potem izboljšamo kvaliteto dobave pitne vode do uporabnikom. S tem se zmanjšuje tudi stroškov, tako na popravilo okvar, kakor tudi z izgubami vodnimi. In pa kot je že sam župan povedal, da izboljšamo tlake končnim uporabnikom pitne vode, kjer so na določenih mestih zdaj bile težave. Glavne težave z dobavo materialov rešujemo večinoma z večjimi naročili, z predčasnimi plačili. Z podizvajalci pa moram reči, da je kar težava in večina del, ki smo jih do sedaj izvedli, smo izvajali same. Računamo pa na tudi podizvajalci, s katerimi imamo pogodbe, pričnejo z deli in nam pridejo v pomoč, da bodo dela pravočasno končana. Kot je bilo že povedano, 26 km cirka vodovoda, 6 objektov je v tej fazi, da se izvede. Dejansko izvajamo dela tega nadzora vsakotedensko na tekočih, na operativnih sestankih, obravnavamo tekočo problematiko, usklajujemo tudi morebitne operativne izvedbo del z projektno dokumentacijo in doslej večjih odstopanj od tega ni bilo. Dejansko uvedba dela izvajalca je bila 20. aprila, torej slabih 5,5 mesecev od dneva. Prijava gradbišča je bila konec maja izvedena in pričetek del v začetku junija, torej slabih 4 mesece. Dejansko izvedeno nad 8200 metrov, torej to pomeni 31% izvedenih po fizičnih kazalnikih izvedenih del na samih kanalih, finančno pa je izvedenih cirka 20% del. Celotna vrednost investicije z DDV-jem znaša 8.428.000 evrov. Dejansko projekt je sofinanciran strani Evropskega kohezijskega sklada in pa tudi iz državnega proračuna. To pa pomeni, da je bilo potrebno v samem dogovoru za razvoj regij
torej pridobiti ustrezna nepovratna sredstva. Se pravi, projekt je bil uvrščen v sam dogovor za razvoj regij, potem pa je bilo potrebno tudi pridobiti samo pogodbo o sofinanciranju, to smo dejansko dobili strani MOP-a. Se pravi, šele pogodba je dejansko tisto zagotovilo, ko lahko začneš dejansko črpati ta nepovratna sredstva. Potem vso to črpanje poteka preko ene aplikacije, ki se reče dejansko EMA. Se pravi, vsi ti, bom rekla, računi za časne situacije, ki prihajajo, se zahtevki vlagajo dejansko preko tega sistema, kar pa pomeni, da sama gradbena situacija mora biti potrjena strani nadzora, se pravi po predhodnih vpisih v gradbeni dnevnik, knjigo, tako da dejansko je potrjeno, se pravi količine in pa upravljena dela strani nadzora, kar se potem izkaže v sami gradbeni situaciji, ki je potem podlaga torej za pripravo samih zahtevkov. Zdaj strani občinske uprave se trudimo, da čim prej te zahtevke podamo. To je tudi vezano na našega skrbnika pogodbe sofinancerske, da čim prej pregleda potem naše zahtevke in da potem dejansko pride do samega izplačila zahtevka. Dejansko so pa to tudi stroge kontrole, se pravi, da mora biti vse v skladu z vsemi navodili, ki so pač zapisana za to, da dejansko izvršujemo pogodbo o sofinanciranju tako, kot je v bistvu potrebno. Torej cilj občinske uprave pa medobčinske uprave, ki je zadolžena za izvajanje tega projekta na občini Ormož, je, da dejansko ti zahtevki neprekinjeno, se pravi, so vloženi z ciljem, da dejansko počrpamo v roku vsa ta sredstva, ki so nam bila dodeljena. V vseh treh občinah je trenutno 6338 vodovodnih priključkov. Zdaj po koncu projekta bo kvalitetnejše skrbe bodo deležni prav vsi prebivalci vseh treh občin. Zakaj? Zato, ker nekatere linije potekajo, so skupne, se pravi, prav vsi prebivalci bodo deležni kvalitetnejše skrbe. Govorimo o linijah, se pravi, od Haindla proti Ormožu in linije Haindl-Kostan, kar pomeni, da prav vsi prebivalci, govorimo o nekaj 15.600 prebivalcev, približno 6400 priključkov, medtem ko same novih priključitev bo približno 14, vmes bo se seveda še preizkazalo, da bo še kakšen se priključil. Govorimo pravzaprav o sistemu, kjer že sistem je zgrajen. Mi zdaj se pravi rekonstruiramo sistem, ga hidravlično izboljšujemo, s tem bodo tudi boljši tlaki, se pravi cevi se izboljšajo, tako njihova pretočnost kot tudi dimenzijsko in pa tudi seveda zgradijo se novi objekti, ki bodo povečali tlake. Govorimo o sistemih tako imenovanih hidroforskih postaj, ki tlake izboljšajo in jih tudi povečajo. Tako da številni prebivalci, predvsem govorimo o območjih, recimo tako kot sam župan Kostanja, potem tudi Huma, Vičancev, to so območja, ki so precej visoko, se pravi tlaki so bili zelo majhni, tam do 2 bara in vsi ti prebivalci bodo deležni boljših tlakov. Projekt obnova in gradnja vodovoda na Ormoškem je bil zastavljen pred 7 leti. Leta 2014 smo se dejansko takrat sedli skupaj z upravljavcem in določili nekatere prioritete, potem pa je dejansko potekalo projektiranje takega cevovoda, je kar zahtevno, predvsem z vidika samih usklajevanj tras. Moram vedeti, nekatere trase potekajo ob cestah, nekatere pa tudi po samih njivskih površinah, gozdnih površinah. In tukaj naletiš večkrat na težave z vidika pridobivanja razpolagalnih pravic. Potem pa seveda šlo je za podpise služnostnih pogodb preko 700 lastniki. Tukaj je potrebno kar veliko usklajevanj, včasih tudi pogajanje z lastniki. Potem pa pridobiti je bilo potrebno seveda tudi vsa mnenja na projektno dokumentacijo, tudi to zahteva svoj čas od predhodnega prestopka za presojo vplivov na okolje, smo čakali tudi nekaj mesecev, potem pa smo gradbeno dovoljenje pridobili leta 2019,
potekla tudi kar nekaj mesecev, da je bilo pravnomočno, pa ne zaradi tega, ker bi bile kakšne pritožbe, ampak zaradi tega, ker so številni lastniki v tujini, potem je prišla še ta COVID kriza, bilo je težave, sodišča so imela težave pa prav note z vročanjem te pošte, tako da pravnomočno postalo gradbeno šele po nekaj mesecih. Vmes pa seveda so potekala ta usklajevanja in pa tudi pogajanja z strani države za pridobitev evropskih sredstev. Marsikdo misli, da evropska sredstva pridobiš kar tako, ne, to seveda ni tako, ne, je potrebno kar nekaj pogajanj in pa tudi sestankov, da do teh sredstev prideš. Če nadaljujem tam, kjer je moj sodelavec Roman končal, dejansko je bilo potrebno veliko teritorialnih dialogov, se pravi, da je ta projekt dejansko bil uvrščen v sam dogovor za razvoj regij. To pa je potekalo tako, se pravi, vodili so te teritorialne dialoge na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, potem bili so predstavniki tudi MOP-a, ki je tukaj resorno ministrstvo, in dejansko za odobritev teh nepovratnih sredstev dejansko je bila zahtevana vsa potrebna projektna dokumentacija, vključno z pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, potem pa tudi z zaključeno finančno konstrukcijo, ne, kar pomeni, da je občina mogla, se pravi, jamčiti za to, da bo zagotovila tudi svoje lastne deleže, kljub temu, da so pač bila na razpolago določena nepovratna sredstva. Tako da dejansko občina Ormož je vse te pogoje dejansko izpolnila. Ko smo, bom rekla, dobili vse kljukice na vseh teh področjih, je, se pravi, bil podpisan dogovor za razvoj regij, kjer se je dejansko uvrstil ta projekt za sofinanciranje. Potem je dejansko vloga bila pregledana tudi na MOP-u, kjer so, moram reči, zelo, zelo podrobno vse detajle pregledali, tako da smo dejansko tukaj se mogli kar potruditi, da je bila ta vloga popolna. Potem, ko je dejansko MOP potrdil, da je vloga dejansko ustrezna, smo potem dobili, se pravi, strani SVRK-a odločbo, potem pa samo pogodbo o sofinanciranju strani MOP-a, ki, kot sem prej že povedala, je podlaga za črpanje sredstev in podajo vseh teh zahtevkov. Tako da dejansko moram reči, da ena izkušnja samih teritorialnih dialogov, bilo je tudi kar nekaj občin, ki žal niso pač vseh teh pogojev mogli izpolniti in dejansko še do danes ti projekti niso odobreni, ker pa se ta finančna perspektiva dejansko zaključuje, torej skrajni rok za dokončanje je torej leto 2023. Dejansko mi smo ujeli ta vlak še, drugi pa verjetno ne ali pa še se trudijo za to. Do sedaj je bilo zgrajeno 5,5 kilometra cevovoda Hajndl-Kostan, 600 metrov cevovoda Ormož-Hum. Potem na relaciji Hajndl-Ormož en cevovod v dolžini 800 in drugi v dolžini 1500 metrov. V tem času pa tudi že potekajo pripravljalna dela za gradnjo vodohrana Vičanci in vodohrana Kostan ter za prečrpališče na Humu. Toliko za danes, hvala lepa še enkrat vsem skupaj in lep dan vam želim še tudi naprej.